Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Ob koncu leta se bomo ozrli nazaj in se spomnili najpomembnejših dogodkov, ki so se iz meseca v mesec zvrstili v Posavju. Januarja so v Krškem na območju nekdanje proizvodnje podjetja Vipap porušili objekt nekdanje belilnice, saj bo na tem območju v prihodnje urejen regijski poligon za usposabljanje gasilcev. Stavbo nekdanje belilnice so takole v zgolj nekaj sekundah porušili. Postopek rušitve tovarniškega objekta površine 2000 kvadratnih metrov in višine približno 20 metrov je nekaj minut pred miniranjem opisal vodja strokovne ekipe Rado Milošević. Ta objekt je zelo zahteven glede okolice, glede konstrukcije tudi. Armirano-betonski nosilci so, zaščito smo izvedli s filcem, bolj debelim, 8 mm, tako da razmeta ne bi smelo biti. Minerji, ki so stavbo na rušenje pripravljali 2 tedna, so svoje delo opravili v skladu z načrti. Z rušitvijo objekta se nadaljuje faza odstranitve belilnice. Kot je povedal vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na občini Krško Mitja Kožar, je občina nepremičnino od podjetja Vipap kupila leta 2017 za 139 000 evrov. Za samo rešitev bomo namenili 152 000 evrov. Po današnjem miniranju, ko stavba pade, mora izvajalec še odstraniti, se pravi podrobiti ves material. Na koncu nas čaka tukaj ravna površina, tamponsko nasutje, prav tako mora pa izvajalec še izvesti rušitev temeljev do globine 1 metra. Z omenjenimi deli nadaljujejo takoj. Rok za samo izvedbo ima 3 mesece, tako da nekje v marcu pričakujemo, da bo ta sanacija dokončana. Z rušitvijo objekta belilnice bo občina tako zagotovila pogoje za izgradnjo regijskega poligona za usposabljanje gasilcev ter za dozidavo objekta poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi. Občina Krško bo na tem območju v letošnjem letu začela z širitvijo objektov za potrebe poklicne gasilske enote in pa za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Videm. Vrednost investicije za širitev poklicne gasilske enote je 2,1 milijon evrov, začetek naj bi bilo v letošnjem letu, zaključek 2021. Ureditev poligona za usposabljanje posavskih gasilcev bo sledila v nadaljevanju in sicer na območju, kjer je bil nekoč plavalni bazen. Investitor te naložbe bo prav tako občina Krško, gasilska zveza pa jo bo sofinancirala. Ker dokončne finančne konstrukcije še nimajo, znesek naložbe in delež sofinanciranja še nista znana. Februarja je stekel promet po novem Krškem mostu. Ministrica za infrastrukturo, župan občine Krško in direktor direkcije za infrastrukturo so namreč namenu predali nov odsek krške obvoznice. V petek opoldne je čez novi most zapeljal prvi avtomobil. Gradnja 297 metrov dolgega mostu čez reko Savo se je začela v začetku leta 2017 kot del južne krške obvoznice. Počaščena sem, da sem danes kot ministrica lahko na ta most skupaj z županom in direktorjem direkcije spustila prvi avto. Zavedam se, da je to, kar vidite za mano, velika pridobitev za Krško. To je pravzaprav izjemen dogodek oziroma tudi izjemna pridobitev, kajti prometni tokovi, ki gredo sedaj skozi Krško, se bodo povsem spremenili, bodo šli mimo Krškega. Treba povedati, da je Krško obremenjeno s približno 10 000 vozili dnevno. Samo na tem odseku tukaj pričakujemo nekje okrog 100 do 150 kamionov tedensko. Tako da je pravzaprav res velika pridobitev, ki bo omogočila nadaljnji razvoj samih mestnih ulic oziroma mesta kot z ulicami in z vsem ostalim, kar pač mestu sledi. Celotna obvoznica, vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, bo predvidoma zaključena jeseni. Se pravi, potrebno je izvršiti še dogradnjo tega 2,3 km odseka od tega mostu oziroma tega rondoja pa vse do rondoja pri nakupovalnem središču in pa en del, ki ne bi bil končan junija, mimo tovarne Vipap. Gre za rekonstrukcijo lokalne ceste Krško-Vrbina v dolžini 1,1 km. Vzporedno bodo urejene kolesarske poti in površine za pešce, večnamenska pot, javna razsvetljava in komunalni vodi. Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, občina pa je pri projektu udeležena kot soinvestitor.
Projekt gradnje južne obvoznice Krškega gradimo z evropskimi sredstvi. Projekt je ocenjen na dobrih 14 milijonov evrov. Financiranje z evropskimi sredstvi v višini 8,7 milijona evrov. Gradnja tretjega mostu skupaj z gradnjo krožišča na desnem bregu Save in navezavo na lokalno cesto pri Megadomu je stala 5,5 milijona evrov, od tega je direkcija prispevala 4,2, občina Krško pa 1,3 milijona evrov. Preostali del obvoznice je v gradnji in bo končan, tako kot je župan povedal, jeseni. Vrednost tega drugega dela je 6,3 milijona evrov, tako da pričakujemo, da bo tudi obvoznica zgrajena pod ocenjeno vrednostjo. Država v Posavju načrtuje še nekaj večjih projektov, med drugim izgradnjo novega mostu v Brežicah. Po besedah ministrice za infrastrukturo je denarja za naložbe v tem trenutku dovolj. Oziroma ga je toliko, da lahko z investicijami na prometni infrastrukturi nadaljujemo z dinamiko, ki je bila zastavljena v preteklih 2 letih. V Krškem so torej še v tretje povezali levi in desni breg Save. Predvidoma podeti, ko bo zaključena rekonstrukcija odseka ceste pri Vipapu, pa bo poleg CKŽ na desnem bregu Save bolj razbremenjena tudi cesta 4. julija na njenem levem bregu. Nadaljujemo v Dobovi, kjer so se marca z mednarodnim pustnim karnevalom zaključila pustna rajanja v državi. Dobovo so tudi letos, že 21. leto zapovrstjo, obiskale številne karnevalske skupine. Karnevala se je udeležilo približno 50 domačih in tujih skupin, tako etnografskih kot karnevalskih, znotraj katerih se je skrivalo več kot 1000 zamaskiranih navdušencev pusta. Ponosni smo tudi na hedinske korante, ki so že 21. leto pri nas, smo največji prijatelji. Pa skupina iz Ilirske Bistrice, pa iz Šoštenja, pa iz Mozirja, pa iz Ptuja, pa iz okolice Ptuja. Seveda zelo smo veseli princa ptujskega karnevala z princezo in z svojo gardo iz Ptuja. Iz Reke so tudi letos, že 3. leto, seveda so letos v eni drugi obleki, pa seveda domače skupine, Kosci, Prutarji, te domače Lučka žlahta, Mažoretke, Godba. Že 3. leto zapored je sodelovala tudi Dobovska osnovna šola. Fašjenk je s številnimi pisanimi skupinami tako tudi v letošnjem letu poskrbel, da se je pust dostojno poslovil. Fašjenk pa ima tudi tradicijo, da že na pustni petek prevzame oblast v občini Brežice ter jo na karnevalu tudi vrne. Zato je ob tej priložnosti Fašjenkova županja Kristina svoj mandat vrnila brežiškemu županu Ivanu Molanu. Očitno bo treba od ponedeljka nazaj začeti z resnim delom. Konec koncem čaka nas veliko tega, moramo sprejeti proračun in še marsikaj, tako da ta teden nam je pa prišel prav, da smo se malo oddahnili. Za dobovskim fašjenkom je pester teden, petkovemu prevzemu oblasti je sledila še vrsta dogodkov in aktivnosti. Najbolj smo poveseli, da je tako lepo vreme, da nas to posluži, ker v karnevalskih oblekah maske, ko pade dež, ko slabo vreme, polje zelo nerodno in ko pa lepo je pa pač lepo in smo vsi veseli. To je že kar precej tradicija, jaz moram reči, da ta karneval je res postal en bolj prepoznavni, še posebej prav zaradi tega, kajti je zadnji v Sloveniji in je na nek način to zaključek vseh slovenskih karnevalov, tako da vsako leto prihaja kar precej skupin, tudi letos jih je nekje čez 50 in jaz mislim, da je to res en bolj prepoznavnih karnevalov v Sloveniji. Fašjenkovi pustni običaji in etnografske maske Kosca in Prutarja so trenutno sicer v postopku vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. Ja, lani smo začeli ta postopek, sedaj je že kar daleč tudi etnografinja Adela Pukl iz Etnografskega muzeja Slovenije. Je bila letos na celodnevnem obisku pri nas in je začela z Kosci, z orači, nadaljevala je z pustno svadbo. Obiskala je tudi v Brežicah mestno hišo, kjer se je tudi naš pust promoviral. Pri županu je bila s Kosci, zatem pa na Veliki Brež še obiskala Brške Prutarje, vse se zabeležila, poslikala, tako da z naslednjim tednom nadaljujemo dalje. Težava je v pomanjkanju zgodovinskih virov, saj ni prav veliko starih zapisov.
Naši stari starši še vedo povedati zgodovine, kako je to nastajalo, kako je to bilo, ampak kjer je taka mala vas, se veste, v večjih mestih so drugače to arhivirani. Probali smo poiskati tudi v cerkvenih arhivih, ampak smo pol ugotovili in so nam povedali, da cerkve niso podpirali takrat pustovanja, ker je to bilo pač preveč pogansko, tako da tistih arhivih ni nič, drugo je pa bolj slabo. Imamo stare slike pa to, tako da upajmo, da nam bo uspelo in da bo to ostalo za manjce. Sicer pa pričakujejo, da bo postopek vpisa v register nesnovne kulturne dediščine zaključen še letos. Minister za obrambo Karel Erjavec in župan občine Brežice Ivan Molan sta aprila na gradu Brežice podpisala dodatek številka 2 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dodatek prinaša 400 000 evrov v letu 2019 in prav toliko v letu 2020. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo in za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil. S podpisom dodatka številka 2 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki sta občina Brežice in Ministrstvo za obrambo znova sklenila neposredni dogovor o vlaganju v lokalno infrastrukturo. Osnovni dogovor o medsebojnem sodelovanju sta Karel Erjavec in Ivan Molan podpisala pred 12 leti. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da po 12 letih podpisujem aneks. Mislim, da je bilo 4. aprila 2007, ko smo se odločili, da bomo posodobili vojaško letališče, smo se tudi dogovorili, da bo potrebno pač tudi nekaj prispevati za lokalno skupnost in zlasti za kraje ob letališču. V tem trenutku naj bi šlo za 2 projekta, ki sta v neposredni bližini letališča Cerklje ob Krki. Eno gre za nevarno križišče v Čerešnicah, ki bi naj bilo urejeno tudi z pločnikom, avtobusnim postajam in vsem, ki je potrebno. Seveda to bo šlo tudi za sofinanciranje občine Brežice in pa drugi za most v Cerkljah ob Krki, lesen, ki je tudi precej v slabem stanju in pa cesta. Dodatek prinaša občini 400 000 evrov v letu 2019 in prav toliko v letu 2020. Moram reči, da pogajanja z županom so bila zelo zahtevna, zlasti zato, ker osnovni dogovor namenja do 600 000 evrov. Seveda župan je želel doseči celoten znesek, vendar glede na proračunsko situacijo in tudi glede na to, da vemo, da se obrambni proračun ne povečuje tako, kot bi si želeli, sva oba našla kompromisno rešitev. Sredstva ne bodo namenjena zgolj sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo, ampak tudi za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil. Treba vedeti, seveda, da občine imamo praktično vse manj svojih denarjev prostih, kajti stroški drugi se povečujejo in s tem bomo lahko omogočili tudi investicije v gasilstvo, tako da v letošnjem letu gre za nakup avtomobila v Cerkljah ob Krki in tudi s tem bomo pripomogli k požarni varnosti, kajti dejansko tudi gasilci v primeru ali požarne ali drugih vaj sodelujejo tudi z letališčem in bojo tudi s tem bistveno bolj uspešni. Sem zelo zadovoljen, da tukaj v Brežicah lahko tudi ugotovimo odlično sodelovanje med gasilci in pa slovensko vojsko. In to je tista dodana vrednost, ki jo prinaša tudi podpis današnjega aneksa. Pogovori tečejo tudi v druge smeri. Dejstvo je, da imamo kar nekaj nerešenih še tudi javnega dobra cest v mestu Brežice, kajti vemo okoli doma JLA in pa okoli bivšega doma JLA, ki je danes mladinski center in pa seveda tudi okoli določenih stanovanj, ki so bile vojaške, so še določene cestišča, ki so v lasti MORS-a, tako da tudi tu razmišljamo o menjavi. Molan je še dejal, da si v občini prav tako želijo prenosa lastništva praznih stanovanj v lasti države, ki so prazna že 2 desetletji. Smo se pa pogovarjali, da bojo se tudi do 2. leta preučila možnost, ali je še nekaj stanovanj, ki bi jih lahko se odstopilo v prihodnosti občine za socialne in pa mlade družine. To se bo pripravilo nekje do 2. leta in jaz verjamem, da bo v naslednjih letih možno tudi še pridobiti v občini določeno stanovanje, kajti v preteklosti smo jih že kar nekaj pridobili in s tem seveda tudi olajšali socialno stisko v občini Brežice. Občina Brežice je sicer v zadnjih 12 letih z namenskimi sredstvi ministrstva uspela izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih ob letališču. Poleg tega je od države prejela 14 stanovanj.
Prav tako pa smo dobili nepremičnine v Slovenski vasi, bivši remontni center, v katerem smo sedaj ga tudi delno usposobili in v katerem smo tudi v lanskem letu dobili novega najemnika, kar pomeni seveda, da s tem tudi bo se omogočilo dodatno razvoj gospodarstva v občini Brežice. V Sevnici so obeležili 150. obletnico slovenskega tabora. Sevniški tabor se je 2. maja 1869 vpisal med najpomembnejše slovenske tabore, tako po številu udeležencev kot tudi po zrelosti zahtev. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Borut Pahor. Taborsko gibanje je bilo slovensko politično gibanje med letoma 1868 in 1871. Zaznamovale so ga predvsem velika zborovanja na prostem. Sevniški tabor, najpomembnejšo politično manifestacijo v Posavju v začetku avstrijske ustavnosti, je organizirala Sevniška čitalnica. Več nam je povedal Oskar Zoran Zelič, ki je na prireditvi uprizoril lik Alojzija Lenčka. Alojzij Lenček je bil veleposestnik z Blance pri Sevnici. V času, ko se je zgodil Sevniški tabor, je bil državni poslanec, oziroma na Dunaju, edini z območja današnje občine Sevnica, tudi deželni poslanec v Gradcu in kot tak je zavzemal zelo vidno mesto v širšem posavskem prostoru. Bil tudi predsednik Sevniške narodne čitalnice in ravno v njej se porodila ideja, da tudi Sevničani oziroma Posavci enotni se povežemo in tu v Sevnici organiziramo slovenski tabor, ki je bil 5. od 18 taborov na Slovenskem. Sevniškega tabora se je udeležilo približno 7000 ljudi. Na Sevniškem taboru je bilo izrečenih in strani vlade zahtevanih 5 zahtev. Da se vpelje slovenski kot učni jezik v naše ljudske in srednje šole, ter se napravi posebno pravniško učilišče. Da se vpelje slovenski jezik v uradnije na Slovenskem. Da se zedinijo vse dežele, kjer Slovenci prebivajo v eno kronovino Slovenijo z enim deželnim zborom. Da se osnuje gospodarska šola za sevniški, brežki, kozjanski in sosednje okraje, ter da se napravi most čez Savo pri Sevnici in Brežicah namesto tedanjih brodov. Slavnostni govornik ob 150-letnici slovenskega tabora v Sevnici je bil predsednik Borut Pahor. V govoru je spregovoril o pomenu ustanovitve in razvoja slovenske države v luči taborskega gibanja pred poldrugim stoletjem in Majniške deklaracije pred 30 leti. Taborsko gibanje pred 150 leti je široko med ljudmi legitimiralo idejo zedinjene Slovenije. Takrat smo praznovali 30. obletnico Majniške deklaracije, ki jo je na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Tone Pavšek. Ta je široko legitimirala med slovenskim ljudstvom, tam na koncu 80 let, v prelomnih časih Evrope in sveta, ustanovitev samostojne države, ki je bila demokratična in v okviru, kot je dejal Pavšek v deklaraciji, prenovljene Evrope. Glede Evrope si odgovornost delimo z drugimi, glede medsebojnega spoštovanja in povezanosti ter razvoja naše državnosti pa je odgovornost tako rekoč v celoti na naših plečih, je še povedal Pahor. Svoj praznik je obenem obeležila tudi krajevna skupnost Sevnica. Praznik namreč temelji na vsebini slovenskega tabora v Sevnici. Torej letos 5. praznujemo v taki obliki. Slovenski tabor, seveda 2. maj, 150 let nazaj. Nekako smo iskali en tako pomembno, bi rekla, obeležje ali prireditev, ki se je dogajala v naših krajih in smo se potem odločili za tabore in to zdaj praznujemo tudi kot praznik krajevne skupnosti Sevnice. Krajevni praznik pa je tudi priložnost za pregled dogajanja v skupnosti v preteklem obdobju. Krajevna skupnost Sevnica ima od vseh krajevnih skupnosti v sevniški občini, torej zaradi velikosti in dolžine cest največ, bi rekla, sredstev. In smo uspeli, seveda, Kladnikova ulica, potem različne sanacije, ureditve pločnikov, res veliko stvari smo lahko postorili s tem denarjem. Višina proračuna je približno 180 000 evrov. Večji del je bilo seveda za naložbe, za investicije, za ceste. To je bilo največji del.
društva so dobile okrog 13 000 evrov, vse ostalo je šlo pa, razen kar je za delovanje krajevne skupnosti, je šlo pa v ceste in v ostale sanacije, v pesek, v bistvu kar bi rekla v infrastrukturo. V neki stvari smo še pomagali smo pri spomeniku NOB-ja, vsako leto vložimo nekaj sredstev nazaj v samo občino, samo mesto, kolikor lahko. Sicer pa si v letošnjem letu želijo nadaljevati z investicijami in ostalimi projekti na področju infrastrukture. Občina Krško junija praznuje občinski praznik, ki so ga tudi v letošnjem letu obeležili z osrednjo slovesnostjo, slavnostno akademijo, na kateri so s podelitvijo priznanj in znakov počastili zaslužne občane. Na slavnostni akademiji ob prazniku občine Krško so podelili 2 velika znaka. Prejela sta ga Franc Glinšek za pomemben prispevek pri razvoju Podbočja ter širše lokalne skupnosti in območna obrtno-podjetniška zbornica Krško ob 50-letnici delovanja in prepoznaven prispevek k gospodarskemu razvoju. Ko gre človek zapelje svojo barko v upokojenski pristan, že misli, da je vsega konc, ampak seveda pa sem počaščen, da so drugi opazili to moje delo skozi moje življenje in moje rezultate dela in seveda zaradi tega sem jim najlepše zahvaljujem. Mi se ukvarjamo z nešteto zadevami, nešteto stvarmi, imamo veliko tudi projektov in zagotovo je tudi to eden izmed razlogov za to lepo priznanje občine Krško. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško z občino sicer vse skozi dobro sodeluje. Predvsem v zadnjem času smo res zelo povezani z občino Krško in tudi sodelujemo v 2. Pred kratkim smo izvedeli, da še v 3. projektu, tako da smo res skoraj da dnevno na liniji z službami občine Krško. Poleg velikih znakov je župan podelil še 3 znake občine Krško, ki so jih prejeli Hilmija Ahmatović za predano delo in spodbujanje razvoja šaha v občini Krško, Anton Sotošek za vsestransko glasbeno ustvarjalnost in Ivan Čodak in družba Elmont za življenjsko delo na področju gospodarstva in več kot 25 let uspešnega poslovanja družbe. Velik pomeni predvsem našim delavcima koji su to i zaslužili. Ja sam direktor, zgodba pa traje 25 let pa i malo prej, ampak ovo sa Elmontom 25 let smo dobri, uspješni, priznani, tako nam velik znači za naprej, pogotovo za ove mlajše koji nadaljuju. Na slavnostni akademiji so podelili tudi 5 priznanj občine Krško in 12 jubilejnih priznanj. Sicer pa je občinski praznik tudi čas za analizo dela v preteklem letu. 7. junij 2018, 7. junij 2019 se je zgodilo marsikaj. Predvsem je bilo to leto v znamenju različnih investicij. Lahko rečem, da smo ponosni na nekaj takih pomembnih, kot je naprimer 3. most, kot je naprimer vrtec v Brestanici. Zgrajenih je bilo kar precej kilometrov kanalizacij, različnih vodovodov in tako naprej. Preveč je tega, da bi lahko vse našteli. Skratka, jaz ocenjujem to leto kot zelo uspešno leto, kjer smo uspeli uresničiti precej različnih zadanih projektov. Obenem pa seveda sem vesel, da tudi ostali del, torej redna dela, ki jih mora občina pač upravljati, tudi funkcionirajo tako, kot se pričakuje, mislim, da tudi v splošno zadovoljstvo vseh naših občanov. Kot je še dodal krški župan, so pred njimi tudi številni novi izzivi. Torej, če gledamo naprej v leto 20 oziroma konec leta 19, leto 20 je seveda zopet v znamenju zaključevanja nekaterih investicij, ki so še postavljene, kajti zdaj smo seveda sredi določenih projektov, med drugim bi omenil predvsem knjižnico v Krškem, potem vrtec na Senovem, dokončanje obvoznice, še 3. krak, ki bo pomenil pravzaprav celotno obvoznico, seveda pa je na agendi še ogromno malih stvari, malih projektov, ki bodo tudi poboljšali življenje naših občanov. Slavnostne akademije se je kot slavnostna govornica udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Knampfer. Kostanjeviška galerija Božidar Jakac je bila v juliju prizorišče Forme Vive, kjer so ustvarjali 3 kiparji, in sicer iz Bolgarije, Peruja in Slovenije. Mednarodni simpozij kiparjev so s slovesnim odprtjem novih kipov. 3 kiparji so se vsak na svoj način lotili krakovskega hrasta ter ob zaključku simpozija svoje novonastale kipe predstavili javnosti. Slovenski udeleženec Bojan Mausar se je z delom Varuh časa naslonil na zgodovinski pomen prostora.
figura zgoraj predstavlja ta prva svetišča iz megalitskega obdobja, medtem ko je figura kot nekakšen klicaj, nekoč življenje tukaj v tem prostoru, da se pravi, da sem povezoval z samim prostorom Kostanjevica in s tem gradom, kjer so bili cistercijanci. Vse skupaj je pa v nekem mejniku, ki je nek mejnik časa in povezava starega časa pa današnjega časa in se v tlorisu spusti nekako v senco po soncu in kaže nekakšen čas, to se pravi današnji čas. Podobno sporočilo daje tudi delo perujskega udeleženca. Naslovil ga je Plujemo skupaj. We are in some way like this boat. So we are a different kind of animal with different skills and different qualities. So I mean that we need to put our difference outside the boat. So we will work together to find the right way or just to continue in our trip with a good way, in a good way. Aldo Široma Uza, ki deluje kot svobodni umetnik, se redno udeležuje kiparskih simpozijev po vsem svetu. V Kostanjevico je sicer prispel z 10-dnevno zamudo, a je izgubljeni čas kmalu nadoknadil. I arrived and I just started working every day like all the hours in a big schedule just to be ready for the final moment. Simpozija se je udeležil tudi Robert Canev iz Bolgarije. To je njegovo delo, s katerim v ospredje postavi univerzalni pomen semena. Canev je avtor, ki večinoma ustvarja v lesu. Bolgar Canev je avtor, ki dela, mislim, da izključno v lesu monumentalne skulpture. Bolgarija in Romunija sta državi, ki tradicijo kiparjenja v lesu gojita zelo, zelo močno. Še vedno na akademiji precej študentov gre v to smer. V galeriji Božidar Jakac sicer opažajo, da je čedalje manj ustvarjalcev, ki bi bili vešči kiparjenja v lesu. Da so avtorji, ki nam pošljejo svoje predloge, že iz njih vidiš, pa iz seveda tistih ostalih prilog, ki jih dajo zraven, da so vešči večina dela v kamnu, če delajo monumentalne skulpture. Yeah, I like a lot working with wood and also with the stone. I am enjoying a lot because in Peru we don't have oak bigger than this, so strong, and it was like a big surprise. Z lesom sicer ne toliko, kolikor se ukvarjam z njim v Vrhniki, tam, ker delam tudi kiparski simpozij, sem organizator tega simpozija. Drugače pa delam kiparsko bolj v steklobetonu, oziroma zadnje čase bolj se ukvarjam s slikarstvom. Mednarodni simpozij kiparjev Forma Viva z delovišči v Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu velja za najstarejši še vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. Z delom so na pobudo kiparjev Janeza Lenasija in Jakoba Savinška začeli leta 1961. Letošnja kostanjeviška Forma Viva je bila že 28. po vrsti. Tudi zanimanje je bilo precejšnje, saj se je na razpis prijavilo 108 kiparjev. Kostanjeviška Forma Viva je prvih 5 let, tako kot obalna, delovala vsako leto z veliko več kiparji, kot jih je danes. Prvo leto je bilo tukaj 8 kiparjev, drugo leto 11 in tako naprej. Od leta 1998, po kratki pauzi tukaj v Kostanjevici na Krki, pa se je postavila v bienalno zadevo. To je sicer bila že prej, od leta 1965 naprej, ampak udeleženci samo 3 kiparji iz sveta, ki jih zdaj seveda dobivamo predvsem s pomočjo spleta, preko razpisa, ki ga damo ven. Skulpture, ki jih udeleženci oblikujejo mesec dni, ostanejo v naravnem okolju. Ustvarjene so izključno iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko območje. V društvu Sonček Posavje so v sklopu svojih poletnih aktivnosti izvedli zdravstveno-terapevtsko samostojno kolonijo za mlajše člane. Na turistični kmetiji Zevnik v Brežicah je bil poudarek predvsem na hipoterapiji oziroma terapiji s konji, v sklopu kolonije pa je vključeno tudi plavanje v bližnjih termah. Kot pravi predsednica društva in voditeljica kolonije Nataša Solomon, si prizadevajo, da bi v vsaki zdravstveno-terapevtski koloniji poleg rednih vsakodnevnih fizioterapij in delavnic krepili predvsem samostojnost udeležencev. Zdaj, že 4. leto izvajamo zdravstveno-terapevtsko kolonijo na kmetiji Zevnik. V sklopu te kolonije je zraven tudi plavanje v termah Čatež, kajti voda zelo dobro deluje na
njihova teleščka in na sproščanje in tudi utruditi jih moramo nekako. Tako da, ja, skozi dan, zjutraj si pripravimo skupaj zajtrk, potem gremo na konje, jahajo, potem pripravimo oziroma nam pripeljajo kosilo, popoldan pa gremo ali v Čatež ali na sprehod ali imamo ostale aktivnosti. Vsak dan jahamo, danes smo šli na bazen, potem vsak dan poslušamo glasbo, potem se vsak dan družimo, se zabavamo, se igramo različne igre, ampak meni je tukaj glavno v tej koloniji, da se počutim samostojno in da sem med svojimi vrstniki. Poslušamo glasbo, spimo tukaj, jemo tukaj. Skratka vse. Upam, da bom drug let tudi prišel. V času kolonije so torej izvajali različne aktivnosti, poudarek pa je bil na hipoterapiji oziroma terapiji s konji. Prav ta namreč velja za zelo uspešno in eno boljših metod pri gibalnem razvoju otroka s cerebralno paralizo. Hipoterapija je sigurno ena izmed najboljših terapij, kajti otroci so v naravi, so v stiku z živaljo, konj je 1 stopinjo toplejši kot človek, ima tridimenzionalno hojo in tukaj se izpostavljajo te pravilni vzorci, to, kar jih imamo mi pri hoji, ki jih oni ne morejo doseči, ker so večina izmed njih na invalidskih vozičkih. Potem zelo dobro deluje tudi na kolke in na ostale mišice. Tiste mišice, ki so napete, se sprostijo in tiste, ki so sproščene, se napnejo, pojasni Sodomunova. V bistvu res neko uravnovešeno gibanje in otroci resnično imajo nekaj od tega in tudi pozna se, če otrok redno hodi na hipoterapijo. Vse v našem društvu skozi celo leto izvajamo hipoterapijo in te otroci so vsi aktivni 1 do 2krat na teden. Zdaj pa je sklop 4-5 terapij, se pa še bolj v bistvu poznajo učinki, kajti lepša je drža otrok na vozičku recimo, ali pa tudi pri nekateri tudi hodijo, če jih držimo, tako da ja, jaz sem sigurna, da je ena izmed najboljših terapij in tukaj v tej koloniji dajemo poudarek na to in seveda na vodo. Otrokom s cerebralno paralizo lahko ta vrsta terapije koristi, ker voda podpira njihovo telesno težo, kar jim omogoča določeno stopnjo gibanja in več samostojnosti, kakršne nimajo nikjer drugje. Z izvajanjem različnih športnih in drugih aktivnosti gre poleg razgibavanja tudi za krepitev samozavesti, vključevanje v družbo in povezovanje z vrstniki. Tega jim zelo manjka v življenju, kajti starši jim vsega ne moremo nadomestiti, prijateljev jim ne moreš dati, ne moreš jim kupiti, tako da to jih osrečuje in na tem tudi delamo. In na integraciji, in na inkluziji, to je tudi zelo pomemben del življenja, da nas sprejme okolica, da nas vidijo, da smo prepoznavni in da se tudi oni dobro počutijo v tem okolju, sami otroci in odrasli naši s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Do konca poletja pa v društvu Sonček Posavje pripravljajo še nekaj aktivnosti za svoje člane. Zdajle v kratkem gremo še konec avgusta na Pašman, to so odrasli, samostojna kolonija za odrasle. Potem pripravljamo v septembru še en velik pohod s turističnim društvom Senovo. Jeseni sledi tudi bowling s prilagojeno rampo, vadba za gibalno ovirane, kostanje v piknik in zagotovo še kakšna aktivnost. Kakšna je dodana vrednost na vinogradniških kmetijah z razvojem celovitega produkta vinskega turizma, kakšne spodbude lahko pričakujejo vinarji in vinogradniki v naslednji finančni perspektivi ter s kakšnimi izzivi se srečujejo posavski vinarji. To so bila vprašanja in teme, o katerih so govorili udeleženci okrogle mize na temo vinskega turizma, ki jo je v sklopu Okusov Posavja gostila vinska klet Žaran. Okroglo mizo je v sklopu Okusov Posavja organiziral Center za podjetništvo in turizem Krško. Kot je dejala direktorica Kristina Ogorevc-Račič, si želijo razvoja in znanja, pa tudi prenosa dobrih praks iz tujine v naše okolje. Za temo smo si izbrali vinski turizem, saj je CPT tudi nekako odgovoren za razvoj, spodbujanje razvoja. V občini Krško želimo se povezovati tudi regijsko. Povezali smo se tudi najbolj z občino Sevnico, ker delamo skupaj projekt Modra Frankinja.
Že pred 10 leti, ko so pričeli z aktivnostmi, so ugotovili, da ima projekt Modra Frankinja zelo velik potencial za razvoj. Mi smo začeli razvijati najprej vinoteko, potem pa razne dogodke, seveda glavni je bil festival in še vedno je festival Modre Frankinje. In to je v bistvu tudi sestavni del vinskega turizma, tako vinsko-kulinarični dogodki, kot pa tudi posamezni vinarji, ki razvijajo svoje zgodbe. In mi jih nekako povezujemo, z njimi sodelujemo in kot del javnega sektorja izvajamo neke aktivnosti, ki jih mogoče sami ne bi zmožni bili sami. Aktivnosti promocije, aktivnosti povezovanja, aktivnosti tudi določene administrativne stvari. Trenutno so v fazi priprave modela povezovanja pridelovalcev. In ugotovili, da pravzaprav vsak deležnik v tej naši družbi, se pravi od države, regije, lokalne skupnosti, kot seveda tudi potem konec koncev pridelovalcev, mora nekaj za to prispevati. In zdaj seveda je odvisno od teh deležnikov, kako se bo to razvijalo, ne samo od nas samih ali pa od vinarjev. Tako da cela družba se mora nekako osredotočiti na to in nekaj prispevati, zato da bo ta zgodba dokončno zaživela. Če je bilo Posavje v preteklosti siva lisa v slovenskem turističnem prostoru, danes postaja ogledalo in vzor številnim drugim regijam. Tako je dejal profesor Aleš Gačnik s Fakultete za turistične študije Turistika. Tukaj sem vesel, da se prav gastronomija postavlja v spredje. Gastronomski turizem je danes neke vrste moda, je trend. Gastronomski turizem je morda tista zvrst turizma, ki se razvija hitreje kot druge zvrsti turizma. Lahko bi rekli, da gastronomski turizem je turizem vseh čutov v primerjavi z drugimi zvrstmi turizma. Tudi prednosti, ki jih prinaša gastronomski turizem, ne le v turistični, temveč v slovenski prostor, so izjemno velike. Osebno ne poznam nobene druge neke razvojne ideje, ki je bila bolj trajnostna, bolj povezovalna, bolj strateška, bolj razvojna kot prav usmeritev države, ne samo slovenskega turizma, v gastronomski turizem. Slovenija bo leta 2021 Evropska gastronomska regija. Ta naziv naj bi pomagal predvsem k uresničevanju ciljev na področju gastronomije kot turističnega produkta. Slovenija se na to že pripravlja. Mi smo vzpostavili medresorsko delovno skupino, ki je sestavljena iz vseh predstavnikov inštitucij, ki se kakorkoli dotika tematika, bodisi kmetijstva, bodisi turizma in vsega seveda, kar pride vmes, povezovalnih delov. Jaz verjamem v to, da smo zmožni pripraviti dober koncept, dobre povezave med področjem kmetijstva in pa turizma, predvsem pa, da bomo vedeli to priložnost izkoristiti seveda za svoje nadaljnje zgodbe, za dolgoročni uspeh. Slovenija ima odlične pogoje za butično pridelavo hrane in butičnih vin, je poudarila ministrica. Zmanjka pa na področju, ko jih je treba navezati na dobre kulinarične in gastronomske zgodbe in jih prodati kot turistične produkte z visoko dodano vrednostjo. Na tem smo začeli delati že v letošnjem letu. Jaz verjamem, da uspemo do leta 2021 spostaviti dobre povezave, ugotoviti, kje imamo minuse in kje potrebujemo nadgradnjo in potem leto 2021 maksimalno izkoristiti, da Slovenijo postavimo visoko na visoko pozicijo pomembnih in uspešnih gastronomskih regij in da nam uspe seveda potem nadaljevanju to držati. Ja, mi si želimo, da bi bili tudi del te gastronomske regije Slovenije, tako da ministrstva imajo neke dogovore med seboj, Ministrstvo za gospodarstvo in kmetijstvo sodelujejo, tako da imajo neke aktivnosti že razdeljene. Mi pa seveda se želimo z Okusi Posavja tudi uvrstiti v njihove aktivnosti, saj bodo načrtovane promocije tudi izven Slovenije, tako da vsekakor si želimo biti del zgodbe. V tednu okusov Posavja so se letos vrstili številni dogodki za vse okuse, od uličnega festivala vina in kulinarike do ponudbe pri izbranih gostincih. Predstavili so najboljše, kar ponuja regija Posavje. Nadaljujemo v Splošni bolnišnici Brežice, kjer so septembra namenu predali novo CT napravo in laboratorijsko opremo. Kot je dejala direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, je bila odločitev o nakupu nove CT naprave in laboratorijske opreme nujna. Vse te stare naprave so nam v lanskem letu odpovedale, popravila več niso bila možna, zato smo se pač morali odločiti, da nakupimo nove, saj brez teh osnovnih diagnostičnih aparatur bolnišnica ne more opravljati svojega poslanstva.
Vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 1 200 000 evrov, od tega je vrednost CT naprave 763 000 evrov, priprava prostora za CT 190 000 evrov, nove laboratorijske naprave pa dobrih 210 000. Vsa sredstva je morala zagotoviti brežiška bolnišnica. Za pomoč pa smo zato zaprosili okolje, donatorje, različna podjetja in lokalne skupnosti. Priskočili so nam na pomoč, tako da smo zbrali 150 000 evrov namensko za nakup CT naprave. Občina Brežica je zagotovila 100 000 evrov, občina Krško 20 000 evrov, občina Sevnica 10 000 evrov, potem pa različna podjetja, od različnih podjetij pa smo dobili še približno 20 000 evrov. Nabava novega CT aparata je velika pridobitev za bolnišnico, kajti danes za varno in kakovostno delo potrebuješ poleg strokovnega znanja gotovo tudi sodobno opremo. Naš zadnji CT je bil nabavljen leta 2011, že takrat je bil po obnovi kupljen stari aparat, tako da smo se v zadnjih letih srečevali kar naprej z okvarami in popravili in velikimi stroški in v bistvu izpadom dejavnosti. Zdaj pričakujejo, da bodo zadostili potrebam in opravili več preiskav. Leta 2016 smo naredili 1700 preiskav, leta 2017 je bilo čez 2000, lani mislim, da 2600, letos imamo plan čez 3000 in ob polletju smo naredili že 2040 preiskav. V brežiški bolnišnici si v bodoče želijo tudi nabave aparata za magnetno resonanco. Direktorica pa se je ob tem dotaknila tudi kadrovske situacije v bolnišnici, kjer je sicer zaposlenih 358 oseb. Tako kot povsod bi tudi mi potrebovali na določenih področjih še kakšnega zdravnika. Trenutno najbolj potrebujemo pediatra, potem bi potrebovali še kakšnega kardiologa, tudi kakšen ginekolog bi nam prišel prav. V zdravstvu je veliko prahu dvignil dokument o kompetencah v zdravstveni in babiški negi, ki bi med drugim moral popraviti krivice srednjim medicinskim sestram, ki opravljajo enako delo kot diplomirane medicinske sestre. Kar se tiče pa medicinskih sester, smo uredili skladno s pravilnikom torej stvari tako, da so dobrih 10 srednjih medicinskih sester je napredovalo v diplomirane medicinske sestre. Vendar pa se pojavlja problem tistih srednjih medicinskih sester, ki vendarle še vedno del kompetenc diplomiranih opravljajo na svojem delovnem mestu. Zato računajo, da bo v bodoče ministrstvo ta problem tudi na nek način razrešilo. 28. oktober je praznik občine Brežice, ki ga vsako leto obeležijo slavnostno sejo, na kateri se s priznanji in nagradami poklonijo zaslužnim občanom. Na predvečer občinskega praznika so se v viteški dvorani Brežiškega gradu zbrali občani in gosti ter nagrajenci, ki so v preteklem letu pustili pečat v življenju občine. Marjan Černe, Marjan Žibert in Anica Butkovič so prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad. Slednja jo je prejela za izjemno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine, turizma in izobraževanja. Takole, zdaj je to že malo za mano, ker to že vem, lep čas, bila sem pa presenečena, ampak bi se v tem trenutku zahvalila res vsem tistim, ki so prepoznali dejavnosti, ki sem jih upravljala in nekako to prenesli do tistih, ki odločajo o tem, tako da mi je bila danes veliko čast prijemti na oktobrske nagrade. Ob tokratni slovesnosti so podelili tudi 3 priznanja občine Brežice, ki so jih prejeli Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, podjetje Posavc in nogometni klub Brežice 1919. To pomeni priznanje za klub, namreč čez celo zgodovino, ko smo zdaj ugotavljali, kaj je to vse pomenilo, ko so te začetki 1919 v Vrbini, pa potem, bom rekel, pred drugo svetovno vojno, pa potem ta razvoj do današnjih 100 let, smo videli, da je bilo mnogo vzponov, mnogo padcev. Tako da to je na nek način tak dober občutek, da delaš z mladimi, da delaš družbeno aktivno, da dejansko tekmuješ z drugimi okolji, da poskušaš dokazati, da si enak ali boljši od ostalih okolij in to je tak neki izziv, pa hkrati 280 otrok, tak poseben dober občutek, da dejansko so otroci aktivni, ko jih vidimo danes na nogometnem igrišču ali ob njem, je res tak prijeten občutek delovati in biti aktiven v nogometnem klubu.
Ob občinskem prazniku so se v Brežicah tudi ozrli na minulo leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. Sigurno vsako povoljeno leto je po svoje zanimivo, treba je konstituirati vse službe na nek način oziroma odbore, podžupane in za mene je zelo pomembno, da se občinski svet odločil za nadaljnje delo in sodelovanje. V letošnjem letu je bilo treba zagotoviti sredstva za dokončanje nekaterih naložb, ki so se začele že v lanskem letu. Prav tako me pa seveda veseli, da smo v letošnjem letu kar nekaj dodatnih dokumentacij za naprej naredili, tako imamo gradbeno dovoljenje za dograditev šole v Artičah in pa za vrtec v osnovni šoli Dobova. Pripravlja se dokumentacija za kolesarske steze Brežice-Čatež in pa Brežice-Dobova. Prav tako seveda se nadaljuje z obnovo starega brežiškega mostu. Molan ob tem še dodaja, da se občina razvija tudi na gospodarskem področju. Moram reči, da je za nas letošnje leto izjemno leto, kajti to, da dobiš investicijo državnega pomena, strateškega TPV-ja, ki se je odločil, da bo v občini Brežice gradil novo tovarno, je sigurno nekako praktično kroma vsega dogajanja, ki se dogaja pri nas in prepričan sem, da tudi to, da se na gospodarskem nivoju začelo razvijati, je plod dolgoletnih prizadevanj, predvsem od umeščanja industrijskih obrtnih con in pa seveda tudi ostale prostorske politike in to je tudi eden večji dosežkov. Proračun za naslednje leto sicer še ni sprejet, a Molan predvideva, da bo ta približno takšen, kot je letošnji. Seveda treba povedati, da stroški občin se močno povišujejo, predvsem s tem, ko nam država z raznimi kolektivnimi pogodbami in pa ostalimi stvarmi dviguje stroške, tako da kljub temu, da se proračun vsako leto malo večji, ostane manj za investicije, vendar ne glede na to, jaz mislim, da občini Brežice smo v preteklosti uspeli pridobiti tudi marsikakšne lastna sredstva, od nuklearne rente do turistične takse, do koncem tudi koncesnine, od hidroelektrarn in pa še kar nekaj lastnih prihodkov, tako da še vedno, kljub temu, da občinam se v tem času oziroma zadnjih let ne godi najboljše občine Brežice, imamo neko osnovo, da lahko gradimo naprej. In da gradijo tudi mostove povezovanja, kot so na slavnostni seji večkrat poudarili. Definitivno pa tu občina, jaz mislim, da zelo na takem prostoru, kjer je pomembno sodelovanje, se moramo sodelovati najprej znotraj občine, potem znotraj regije Posavje, tudi kot 67 km meje šengenske smo zelo vpeti z hrvaškimi občinami, pa tudi z celo Slovenije, tako da definitivno naša želja je sodelovanje. Glede na to pa, da mi smo ena od redkih občin, ki dobivamo direkt projekte odobrene tudi na Evropski komisiji, je pa potrebno to sodelovanje mostove še širiti, tako od bivših Jugoslavije do konca zdaj smo imeli projekt z Nizozemsko, z Irsko, s Finsko, Francijo, tako da praktično občina Brežice postaja en mal center sodelovanja praktično cele Evrope. Občina Sevnica v novembru praznuje svoj občinski praznik, ob čemer potekajo številne prireditve in dogodki. Osrednji je slavnostna seja, na kateri tradicionalno podelijo priznanja. Na slavnostni seji je občina Sevnica tudi letos podelila priznanja občanom in drugim posameznikom ter organizacijam, ki so pomembno prispevali k razvoju občine. Najvišje občinsko priznanje, grb občine Sevnica, je za 70 let uspešnega delovanja v kraju in širše prejela Lekarna Sevnica. Predvsem se trudimo na izobraževanju svojih farmacevtov, podpiramo jih na vseh področjih. Podprli smo, imamo zdaj že tretjo kandidatko, ki dela specializacijo iz klinične farmacije in mislim, da je to tisto bistveno. V zdravstvenih domovih izvajajo farmakoterapijski pregled. To je storitev, ki jo omogoča ZZZS. Napotitev na to storitev je iz strani zdravnika in tukaj se pregleda vse zdravila, njihova medsebojna učinkovanja in stranske učinke. Poleg grba so podelili še 3 srebrne in 2 zlati plaketi. Slednjo je za doprinos k razvoju gospodarstva v občini prejelo tudi podjetje Chemcolor Sevnica. To je res zelo veliko, nam pomeni predvsem zato, ker je družba ta sredina spoznala, da delamo dobro,
na razvoju znanosti in širjenju proizvodov naših, ne samo po Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi, ampak po celem svetu. Slavnostni govornik je bil minister za javno upravo Rudi Medved, ki se je dotaknil nekaterih aktualnih vprašanj, tudi povprečnine. To temo je izpostavil tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Aktualno dogajanje v občinah je pod vtisom nekako prenizke povprečnine, ki ne pokriva vseh stroškov. To je vse slovenski problem. Vse občine se s tem ukvarjamo in izpostavljamo to našo težavo. Kajti potrebe v skupnosti so izredno velike in želja po razvoju ravno tako. V vsaki skupnosti se želimo napredovati, razvijati in povprečnina je tisti vir davčnih prihodkov odstopljenih od države, ki bi moral biti bistveno višji. Župan je dobro omenil problem povprečnine. Seveda, lahko bi mu odvrnil, lansko leto je bila, oziroma letos je povprečnina precej višja od lanskega leta in prihodnje leto bo precej višja od letos. Ampak ne bom mu tako odvrnil, ker tudi sam absolutno nisem zadovoljen z višino povprečnine in zelo dobro vem, da občine tudi s rekordno povprečnino v samostojni Sloveniji, kakršna bo prihodnje leto, težko shajajo oziroma bodo imele težave. Predvsem pri razvojnih projektih. Nekako za naložbe ostaja manj sredstev, izčrpujemo in nekako moramo izredno varčevati in težko zagotavljamo lastna sredstva za naložbe v evropske projekte. In tu je naša težava. Tudi za te projekte se moramo zadolževati, za razvojne projekte, kar pa je težko, kajti vračanje kreditov onemogoča potem nadaljnji razvoj v prihodnjih letih. Z višjo povprečnino bi tudi ta sredstva lahko zagotavljali za te razvojne projekte, ki jih moramo uresničiti za skladen razvoj, za gospodarski razvoj in družben razvoj. Decembra je stekel promet po delu obvoznice mimo Žedovinka, s čimer so uradno predali namenu novo obvoznico skozi Krško. Slavnostna govornica na dogodku je bila podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je spregovorila o pomembnosti nove obvozne ceste mimo Žedovinka, ki je sestavni del obvoznice Krško. Kot je poudarila Bratuškova, je odprtje obvoznice pomembno ne le za Krško, ampak za celotno Slovenijo. Vsekakor gre za veliko investicijo in vesela sem, da sem kot ministrica za infrastrukturo temu projektu lahko danes naredila piko. Gre za 18 milijonov vreden projekt, 5 kilometrov dolžine, 10 milijonov evropskih sredstev. Je pa res, da je od ideje do današnjega dne preteklo kar nekaj Save ali pa kar nekaj časa. Več desetletij je to trajalo, ampak jaz mislim, da je danes za vse nas lep dan. Krška obvoznica je ena od številnih novozgrajenih ali obnovljenih cestnih odsekov, ki jih je država zaključila v tem letu. Novi izzivi pa jo čakajo tudi v občini Krško. Denarja, toliko kot ga je, ga bomo mi maksimalno učinkovito porabili. Jaz sem vesela, da je tudi pri tem projektu šlo tako v časovnih, predvsem pa v finančnih okvirih, skratka brez aneksov. To je moja ena velika prioriteta mojega ministrovanja, da se stvari projektirajo tako, kot je treba in potem tudi na koncu izvedejo v okviru tega. Tako da jaz dajem obljubo, da s tem, kar imamo, bomo naredili največ in najbolje, kar je mogoče. Proračun za leto 2020 je sprejet. 260 km cest je bilo narejenih v enem letu mojega mandata in jaz mislim, da bo tudi v naslednjem letu nekaj takega. Kot je poudaril župan občine Krško, so se z odprtjem obvoznice uresničile dolgoletne sanje. Gradnja krške obvoznice v dolžini 5 km se je začela z umestitvijo hidroelektrarne Krško v letu 2007. V letu 2013 je bil nov most in odsek obvoznice do Starega mostu uradno predan v promet.
V letu 2016 so podpisali pogodbo za gradnjo tretjega mostu v Žadovinku, po katerem so promet sprostili v začetku letošnjega leta, dela pa so se nadaljevala na južnem kraku skozi Žadovinek. Hkrati so obnovili tudi odsek obvoznice mimo tovarne Vipap. Za Krško je to izjemnega pomena. Jaz rečem, da je to projekt najmanj desetletja, če ne 20 ali 30 let, kajti kot sem že rekel, so bile to, recimo temu, sanje Krčanov že dolga leta, predvsem zaradi prometa. Zato je to izjemnega pomena in tudi hkrati nam odpira možnosti nadaljnjega razvoja samega mesta, potem mestnih ulic, predvsem ceste Krških žrtev in tako naprej. Skratka, odpira se nov list v zgodovini prometa v Krškem. Za Krško bo torej nova obvoznica predvsem velika sprostitev v prometu. Torej, Krško je po meritvah, ki so bile izvedene že pred leti, zelo obremenjeno s prometom. Dnevno prečka Krško približno 10 000 vozil različnih kategorij. Seveda pa zadnja leta posebej težek problem predstavljajo kamioni in pa ves ta tranzit k generaciji Drnovo-Celje. To je postala neke vrste bližnjica za kamionski promet in to ne samo, da pomeni obremenitev, pomeni tudi uničevanje cest. Dokaz za to je seveda ta naša cesta med cesta Krških žrtev od mosta do nakupovalnega središča, ki bo seveda prvi naslednji projekt, ki ga bo treba izvesti zatem, ko gre ta cesta v promet. Cesta Krških žrtev bo s prekategorizacijo postala občinska cesta. To je seveda stvar dogovora z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Reči moram, da smo z njimi tudi v dogovoru, da bi pred prevzemom oziroma pred prekategorizacijo ali predvsem pred prevzemom ceste Krških žrtev v upravljanje občine Krško in v last občine Krško, da bi predtem naredili seveda rekonstrukcijo te ceste, ki je dejansko z leti gradenj tako avtoceste kot Savskih elektrarn pa marsičesa drugega, dejansko je popolnoma uničena in bi jo bilo treba korenito obdelati oziroma korenito tudi rekonstruirati. Naložba izgradnje obvoznice je rezultat sodelovanja ministrstva oziroma Direkcije za infrastrukturo in občine Krško, pri čemer je država za gradnjo južnega kraka uspela pridobiti tudi 8,7 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost izgradnje tretjega mostu, rekonstrukcije odseka mimo tovarne Vipap in južnega kraka obvoznice skozi Žadovinek je znašala 14,3 milijona evrov. Od tega je občina Krško prispevala 3,5 milijona. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil letni pregled dogajanj v Posavju. Vabljeni v našo družbo tudi prihodnji torek, ko se znova vrača Posavski tednik. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.